imenicino, mi se bomo pa odpravili nazaj na Vrhniko, kajti Ivan Cankar nam ima še veliko zapovedati, tako da tokrat pa raziščimo Vrhniko. Tako. Luka, najlepša hvala za tale uvod. Klanc, naj povem, da je tako težek, da ravno kar je šel mimo tudi poštar s svojim mopedom, si je mogel kar malo pomagati z nogami. Ja, midva sva pa tukaj še vedno pred hišo Ivana Cankarja, ki pa ima nedavno postavljen tale nov spomenik pravzaprav. Kako to, da je ta spomenik pristal tukaj pred hišo? Tamle je vendar že spominska plošča. Ja, tistela spominska plošča, ki pojasnjuje, čigava je bila hiša oziroma kdo jo je kupil, se pravi ded Jakob, pa potem kdaj je pogorela, kdaj je bila zgrajena nova hiša, je od leta 76, se pravi, to je bila stoletnica rojstva Ivana Cankarja. Ob stoletnici smrti pa je sosed Mauser dal pobudo in tudi izdelal tole ploščo, ki pa je dvojezična, bi lahko rekli, je v naši rimski pisavi in pa seveda tudi v Braillovi pisavi za slepe. Tak spomenik si je zamislil, tukaj je tudi odlitek te posmrtne maske, ki jo mi hranimo drugi izvod noter v hiši, tako da imajo tudi tisti, ki so pač prehrajšani za vid, možnost nekako zvedeti kaj o Ivanu Cankarju. Je bil to dobrodošla pobuda, ki je občina z obema rokama prijela in so pač tole tudi postavili. Zdaj, danes je Cankar očitno zelo popularen tukaj, ne samo na Vrhniki, tudi po celi Sloveniji. Kako pa je bilo za njegovega časa? Je bil tudi tako popularen tukaj na Vrhniki? Nenazadnje smo že prej slišali, da je kot politik pravzaprav se dal na volilno listo v Zasavju. Je bilo to zaradi tega? No, v bistvu popularen. Kako je že napisal v mojem življenju, ki je opisal, kako je skoraj utonil v Ljubljanci. Če komu nekaj prav, da sem jaz na svetu in v oklepaju teh ni malo, ne bo je za name, ampak na tistega Jurčega hlapca, ker če njega ne bi bilo, tudi mene ne bi bilo. V življenju se je nekopal ogromno sovražnikov na Vrhniki, je bilo veliko prezira svoje čase. Spomnimo se tistega dogodka, ko je bil v Mantovi prav glasen in so mu ljudje rekli, kdo spati, kva spati v slopu poklicu, brezposelnež. In on je takrat ostal in rekel, jaz sem slovenski pisatelj, in se mu je cela gostilna smejala. Predmet zasramovanja. Ni bilo pa 20 let okroka, in on je bil kar nekaj v isti gostilni največji pisatelj vseh časov in spomenik mu bodo postavili ne vem kaj še vse. To je bilo pa v priliki njegove zadnje knjige Podobe in sanj. Seveda za življenje se tudi politike lotil, ker seveda človek, ki čuti krivice v svetu, slej ko prej ga tudi potegne v tako polje, kot je politika, kjer bi rad nekaj spremenil. In on je svoje cajte bival v Ottakringu, delavskem predmestju v Dunaju. Ottakring je bila trdnjava socialdemokracije, samo socialdemokracija avstrijska je bila povsem nekaj drugega kot na Slovenskem. Tam so bili organizirali, imeli so sindikate, imeli so svoj časopis, kulturni dom, ni bilo, da ni bilo. In res s tem pogledom na politiko je pravzaprav vstopil tudi socialdemokracijo in nekoč so ga nagovorili, on ni imel te želje, predvsem od začetka, potem pa so ga nekako rudarji prepričali Zasavja, da ne bi pa pri njih kandidiral v Litijskem kraju. Je kandidiral, je dobil 90%, v Zagorju, v Izlakah, v Boštanju že 50%, Pušniku 50%, druge je zmeri slabš. Litija je bila sploh razočarane, delavci so ga pustili na cedilu, Višnja Gora sploh ni za njega glasovala, kmečki okoliši tudi ne, tako da dobil 3-krat manj glasov kot njegov protikandidat. Je pa dobil največ glasov od vseh članov njihove stranke, pravzaprav na Kranjskem. Če bi mogoče kandidiral v Trstu ali pa v Ljubljani, bi verjetno bil še celo zvoljen. Samo vprašanje, koliko knjig bi potlej še napisal, ker kadar je Cankar imel, takrat je bil precej len. Ampak je pa tudi nekaj njegovih političnih govorov hranjeno, tudi zapisanih, verjetno tisti iz Trsta še najbolj. Eden bolj usodnih je bil Slovenci in Jugoslavija, kjer je napovedal neko prihodnost. Pravzaprav on je v današnjem Lutkovnem gledališču govoril skoraj da 1000 ljudem, govoril o tem, kako bojo Slovenci nekoč izstopali iz Avstro-Ogrske, združili se z drugimi slovanskimi narodi v neko novo državo, ki pa bo mogla temeljiti na enakopravnosti, enakovrednosti jezikov in kultur, ne mešanju le-teh, in da če ne bo na tem temeljila, bo razpadla.
napoveduje prihodnost, točno to se je zgodilo. Ampak bolj problematično je bilo kaj drugega v tem govoru, in sicer, da je državo pošiljal v tisto, kar konju spod repa pade, pa seveda ministre, da so pijanci pa nesposobne, že skratka privoščil si ene par ekscesov. Seveda policijski špicli so si to pridno zapisvali in končal je na sodišču na Miklošičevi in dobil 1 teden zapora. Ko je prišel pa ven, so pa časopisi pisali, da mu ni poznati, da bi se kaj poboljšal. Ne? Očitno se res ni. Leto dni pozneje je bil na Vrhnki, vmes so ga še na Rožniku pričakali oni drugi, ki jih je opluval, to je bila ilirska ideja. Ilirska ideja je bila združitev južnoslovanskih narodov z nekim enotnim jezikom, enotno kulturo, se pravi neko mešanco ala Esperanto, in so ga nabutali na Rožniku, zaradi tega, ker je rekel marsikaj čez njih tudi. Leto dni pozneje je bil pa na Vrhnki in v gostilni na koncu mesta prav na glas vpil na neke popotnike tam: "Ej, a ste Srbi?" "Kakšni Srbi? Mi niso nobeni Srbi, si zmešan. Škoda, ker niste Srbi. Ako bili bi Srbi, pili bi jedli na moj račun." Ne, seveda vsi njemu: "Cankar, umir se, kaj govoriš?" Ne, kaj je še kaj drugega o Srbih povedal, pa Srbi gor, pa Srbi dole. Ne. Se ne bi bilo nič posebenega to v gostilni takole govoriti. A kaj je bilo v tistem trenutku država že 1 mesec v vojni s Srbijo? Ja, srbski nacionalist je ustrelil prestolonaslednika, ne. Začela se je 1. svetovna vojna, Cankar pa take kvasi. Vlekli so ga pred vrhniškega sodnika, ki pa ga je poznal in je rekel: "Daj, Cankar, spej se mi spred oči, da te ne vidim, ne, mislim, provokatora." No, skratka, potem so ga pa vlekli na vojaško sodišče naprej. Žandar je bil strašno zagnan, ga je šel špecati. Da pa vojaška sodišča hecov ne poznajo, vam bo znal povedati pa tudi naš aktualni predsednik vlade. Ja, in tudi Cankar je dobil 1,5 meseca zapora na Ljubljanskem gradu. Sodišče, kjer je bil obsojen, je pa danes, verjeli ali ne, dijaški dom Ivana Cankarja. Ja. Ko je prišel pa zapora, je pa seveda po Ljubljani razlagal, da sem nikoli imel tako fajn kot Celice številka 4. Napisal tudi zgodbo o tem v časopise. Radi imajo ljudje take, ne, sploh oblast, ki ima zdravilo za take, ne, in so ga nagnali še v vojsko potlej. Našega Cankarja. Se pravi, oni so poskrbeli za to, da je sploh pristal v vojski, ki pa se je verjetno hotel malce izogniti. Upoklicali so ga direktno v vojsko in to je bilo leto 15, Soška fronta se je že začela. Sred najhujše zime, Judenburg, Avstrija, skupaj s Hinkom Smrekarjem sta bila tam. Sta pa vse živo počela, sam da bi njo ven spustili. Seveda so vojaki in častniki so znali poskrbeti za take. Cankar je kar mogel pretrpeti marsikaj, vsak bo vedel, kaj je bil kdaj v vojski, kako zgleda vojska za unga, ki je najšibkejši. Pisal je na vse konce, spravite me ven, če ne, on tukaj je umrl. No, nazadnje je le en zdravnik mu je podpisal, da je nesposoben za vojsko, in to je en, ki ga sploh ni v živo nikoli videl. No, in potlej, ki je prišel pa ven, pa naš Cankar v uniforme in je slekel. Ne, on je po Ljubljani korakal, pa prepeval, nisem jaz ten fejst soldat. Ja, to so bili časi, jaz bi šel takoj nazaj, ne, provociral do konca. Potlej so ga pa nekako omejili, da ni smel, oziroma zadnje leto vojne sploh ni smel na Rožnik več, ne, samo do Čada smel iti, recimo. Je bil nekako v centru Ljubljane interniran. Zakaj pa prav na Rožnik, ne? Tisto ni bilo več pojmovano kot Ljubljana? En krog je bil, ki ga je smel, do tam je smel iti, več pa ne, tako je imel nekako napisan. Ne, Rožnik sodi že pod katastarsko Vič, se mi je zdel, nekaj tazga. Ni več center, ni Šiška, no, ne vem. Ne vem, kje je točno, ampak meja vem, da gre spodaj pod Rožnikom, no, Čada. Ja, da ne bi verjetno svojih revolucionarnih idej širil še na Rožnik, no, kaj pa vem se, kakšna razlika ne bi bila, ampak dobro. A potem je takrat začel v Švicarijo hoditi? Ne, v Švicarijo je on zahajal že prej, že ko se je vrnil z Dunaja oziroma iz Sarajeva v Ljubljano, se nekaj cajta bival v Švicariji. Tam se je tudi udeležil recimo tiste socialdemokratskega kongresa, ko so ga imeli. Ne. Oni so tam sprejemali neko rezolucijo o slovenskem jeziku in kulturi in takrat jih je on zmerjal, tam pred njimi je strgal tisto rezolucijo, da so izdajalci, vse živo jim je povedal, kar jim je šlo, pa je počel prav protestno, ne, prav jezen je bil, ker so točno to sprejeli, kar je on ves čas govoril, da ni prav. Združenje jezikov in kultur v en nov narod, eno novo kulturo. On je bil pa zmeri strašno proti temu, on je imel rad svoj narod. Vse njegove knjige govorijo o naši duši. On je Slovence, on je nas dihal, on je čutil nas v dno duše, kaj smo. Zato je bil jezen, da smo hlapci.
Jezen je bil, ker se nismo znali na svoje noge postaviti, ne? Ko smo že imeli možnost, pa se še kar nismo, pa smo še kar cincali in potem je zapisal: hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje, gospodar se menja, a bič ostaja in ostal bo na vekomaj, zakaj hrbet je ukrivljen, biča vajen in željan. A imel nas je tudi rad in je napisal: o domovina, ko te je Bog ustvaril, te blagoslovil z obema rokama in je rekel: od tod bodo živeli veseli ljudje. In naj le živijo veseli ljudje. Upam, da vas razveselimo tudi še z nadaljevanjem tega pogovora, ki sledi takoj po oglasih. In ponovno lepo pozdravljeni nazaj na Vrhniko. Ne boste verjeli, kje se nahajava. Za kamero namreč stoji en tak prisrčen WC, stranišče s takim srčkom, ki ga lahko pridete tudi sami pogledati sem v Cankarjevo spominsko hišo. No, prej smo že nekaj povedala o Cankarjevem političnem udejstvovanju. Kako pa to, da pravzaprav Cankar, če je bil tako veren, ni nastopal pri klerikalni stranki? No ja, zdaj sem malo skočila, nisem prej nič povedala, ampak ja, Cankar je bil zelo veren v življenju. Mi smo se o tem pogovarjali, gledalci mogoče tega niso slišali. Ja, bil je ministrant že v osnovni šoli, potem v življenju ga je bolj ali manj, kar se verske vzgoje tiče, mati vodila. Je pa res, da v nekem trenutku pride v konflikt s cerkvijo, ampak to je bolj ne toliko na idejno verski ravni, ampak problem je avtoritete. On je imel strašne težave z avtoritetom, ne bodo učitelji, duhovniki, ne nazadnje škofa. Tako da iz tega stališča se malo oddali, ampak očitno nikoli ni tako padel v nemilost, kljub tisti erotiki, ker je erotika prišla ven in je ljubljanski škof kupil in zažgal je seveda mu ogromne težave naredil, ne toliko seb, ker on je takrat na Dunaju živel, ampak svojemu bratu, ki je ravno začel teologijo študirati. Ja, in zato mogoče on tudi mogel iti v Sarajevo doštudirati, ker v Ljubljani, veste, to je bilo tako, a vi ste pod tistega Cankarja, brat, pa 15 piče si upaš, Ja, no, skratka, ker pa je bil v poznejšem cajtu s izdajami v Mohorjevi družbi, Troje povesti, ko je ta išla, pa Sosed Luka, Božična pripovedka, skratka, to so stvari, ki ga približajo, zgleda spet nazaj klerikalni strani, bi lahko rekli, pa tudi ta prizadevanje njegovega brata, pa Frana Saleškega, Finžgarja, Izidorja Cankarja in tako naprej, ga spet nekako zbližajo s katoliško stranjo, škof Štadler sploh v Sarajevu, da je bil še celo boter na Bermi, na Dunaju dvakrat, pa v Ljubljani je bil celo krstni boter pri Svetem Petru. Komu je pa bil boter? Tega pa jaz ne poznam, vem samo, da je bil nekomu botrček za krst. Vem, da ga niso poimenovali Janez, zaradi tega, ker je rekel Bog, ne da je ga za Janeza, če ne mu bo tako hodil v življenju, kaj je bilo mena. Ja, njegova vernost, veste, velikrat se je rekli, ja, Ivan Cankar pa ni veren, pa tako naprej, pa on je bil pa kontra cerkvi, pa veri, to je kar ni njegovih knjig nikoli bral, sploh njegove zadnje podobe iz sanj. To je evangelij, na novo napisan, bi lahko rekli, vas tisti pasijon, trpljenje in ustejenje slovenskega naroda. Zdaj, kje so bila? Jaz se malo zgubim, veste, takole. Ja, postala smo pri tem, da je bil tudi birmanski boter, ko je bil še na Dunaju. Kaj pa potem, ko je prišel z Dunaja? No, se pravim, pa je bil krstni boter v Ljubljani, tako da on je bil vedno nekako dovolj blizu cerkvi, pa vendarle na svoj način, tako kot je rekel, da je bila njihova vera drugačna, nikoli priučena, nikoli privzgojena, njihova vera je bila živa. Je pa nekoč poskrbel za svojevrsten dogodek, ki je kandidiral za poslanca, recimo v Zagorju je potegnil na plan orožen venc in vzklikal, da on ga ima vedno pri sebi, da njegov protikandidat pokaže, ki je bil klerikalc, ki ima zmer Boga na jeziku. Zakaj Cankar je bil pri socialdemokrati? Zakaj ni bil pri klerikalcih, v končni fazi, pri ljudski stranki? Ja, kako bi vedel, kdo bi vedel, ampak zanimivo pa je, da po njegovi smrti so si ga pa vsi lastili. Recimo
Socialisti so rekli, se je tam v tistem spisu označil, kako je postal socialist. Socialdemokrati so trdili, da se je bil pri nas na listi. Liberalci so rekli, poglejte njegova dela, kako češ duhovnike tolče. In spet so najdeli po klerikalci, ki so rekli, jo ne, ker poglejte, kako Boga omenja, on je bil po duši klerikalec. Skratka, je pa to po svoje laskavo, da si ga pravzaprav vsi jemljajo za svojega. Ja, predvsem pa si ga jemljajo za svojega tudi verjetno prebivalci tega Klanca, vendarle je Klanec pomembno zaznamoval njegovo pisateljsko delo, čeprav tukaj ni prav dolgo živel. Kako to, da je potem Klanec pustil tako vtis na njemu? Klanec je neka taka prispodoba, no, kako bi rekel, tisto, ko našega naroda, ki vedno rine v klanec, pa nikoli ne pride do vrha. Tisti križev pot, ki se nikoli ne neha. No, upamo, da se je eno počas, da je nehal, da smo 91. leta, letos bo tega 30 let, končno stopili na tisto pot, ki nam jo je on vedno želel. Da se ta klanc zaključi že enkrat. Sicer, kaj pa čisto geografsko, na vrhu tega Klanca pa najdemo mogoče tisto cerkev, v katero je Ivan dejansko hodil, oziroma je obiskoval katero kot otrok? Bela nevesta, kraljica Vrhniška je napisal za cerkev Svete Trojice, ki je 5 minut po Klancu navzgor. Tam so se ponavadi igrali, križev pot so vsak dan obredali skupaj z mamo, vsi otroci. Ja, to je ta cerkvica še zmeri tam. Se pravi, Cankar je hodil v tisto zgoraj. Ste rekli, da ta spodaj je bila pa v požaru, tem velikem požaru, zakurjena, verjetno so jo prenovili in na novo zgradili? Ne, ostrešje je bilo treba zamenjati, ne pa verjetno kaj prebeliti, pa kakšen inventar je bil za zamenjati, ampak cerkvica je še zmeri eno leto po tistem je bila že obnovljena. In drugače je pa ministrant pri cerkvi Svetega Pavla, to je pa glavna farna cerkev tam na Vrhniki. Ki pa se nahaja malce daleč tukaj? Ja, nekih 15 minut pa si tam. No, vsekakor se sploh ne čudim več, zakaj je bil tako suh, če je tako veliko moral prepešačiti naokoli. Nenazadnje je pa verjetno vseeno, ko je potoval na Dunaj, je pa verjetno potoval kako, z vlakom, z vozom, je sam mogoče znal upravljati z vozom. Koliko vemo o tem njegovem znanju kmečkih opravil? Kmečkih opravil, on za neko ročno delo ni bil, se je mama sama rekla, ti za ročno delo nisi, kaj bi bil rajši v življenju, prej ne šel v Ljubljano, a bi bil duhovnik, mogoče celo škof, on je pa malo pomislil, pa cesar bi bil. Zmeraj je bil malo provokator. Zato so ga dali v realko, da bo vsaj nekega resnega poklica se izučil, da bo inženir postal, kar bi lahko postal. Ja, tak je bil naš Cankar. Mogoče še tako malce šaljivo vprašanje, se na Vrhniki spije veliko kave? V Potokih, vse Slovenci smo spoznani kot veliki kavoljubci, ampak je pa res ta prva skodelica, oziroma ne prva, ampak najslavnejša skodelica se je pa na Vrhniki popila. Vse tako poznate to zgodbo. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati, stopila je počasi, varno, v roki je nesla skodelico kave. Ja, njegov odnos z mamo je bil zanimivo nastajal in pustil velik pečat na njemu. Ravno v času, ko se je s tem odnosom veliko ukvarjal tudi Freud. Gre za naključje? No, ne dvomim, da se je Cankar s Freudom srečal na Dunaju, ne čutim pa glih nekih hudih posledic njegovega dela na Cankarjevo. Mogoče pa se Cankarjevo delo bolj pozna na Freudovem, kdo bi vedel. Cankar je svojo mati označil za svetnico. In da je svoje mami postavil spomenik, in noben sin svoje mami, odkar ta svet stoji v romanu Na klancu. Se pa tudi tako lepo, ko jo ono piše, nobeden ne, svoje mame, to je res, to moram priznati. Je pa bil malo svojstven. Sploh bi rekel, da vsi tele svetovni avtorji se nekako mečkan po Cankarju vržejo. Veste, mogoče tega še niste slišali, ampak Cankar je nekoč živel v Puli, Via Giulia, in v isti ulici je živel tudi James Joyce, 5 let pozneje. In verjetno je slišal že za Cankarja, ki je bil takrat že slaven pisatelj, pravzaprav, ki je Joyce se šele začel uveljavljati. In vemo, da si je Joyce šele v Puli začel brke puščati.
Sta bila isti čas tam? Ne. Se pravi, Joyce je bil v Puli 5 let za Cankarjem in je živel v isti ulici, ampak Cankar je bil takrat že slaven, Joyce pa še ne. Ja. No, mogoče pa lahko tam pri Zlatih vratih čakamo še na kak spomenik Cankarja. Mislite, da so si ga Puležani tako dobro spomnili? Jaz bom tako rekel, malo sem žleht, pa sem prišel tja v tisti barček, pa sem rekel, ja, kako lepo, da imate Cankarjev spomenik tukaj. Tako lepo sedi, pa brke ima, pa klobuk, pa to je Cankar, sem rekel. Ne? Če ne bi pisali Joyce, se bi lahko napisali tudi Cankar v končni fazi. No, takole smehom zaključujemo današnji obisk Vrhnike. Še enkrat najlepša hvala za vse te čudovite informacije o Cankarju. Verjamem, da lahko izvemo še kaj, če se tukaj oglasimo na vodstvih. Kako pa je z vodstvi sicer? Ali lahko hišo vidimo tudi brez vodstva ali samo z vodstvom? Dobro, če vse veste, pa vas nič ne zanima poslušati, si jo lahko ogledate tudi brez mene, lahko sedim tam v miru, berem knjigico, vi pa si sami ogledate. Ja. Kolikokrat sem že imel take, na hitrco, sam pogledal bi, mogoče besedo ali pa dve, potem pa ni 5 minut, ampak je 1 ura ali več. Ne? Ja. Pa še ki se seveda pol nadaljuje še v kakšni bližnji gostilni. Ja, ta pa je takoj za vogalom, tako da le pazite, kako boste razporedili čas. Torej, res najlepša hvala. Z Vrhnike se zdaj pozdravljamo oziroma vas lepo pozdravljamo. Po oglasih se vračamo nazaj še z zadnjo dozo dnevno informativnih novic za današnji dan.